V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Tako lepo pozdravljeni danes, ko smo zopet tukaj, da slišimo eno zgodbo iz Svetega pisma, da se kaj naučimo, pa bomo najprej prosili Jezusa za odpuščanje, da bi se pripravili na naše srce, ne samo ušesa, za poslušanje. Moj Bog, Žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo. Amen. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe, nas privedi v večno življenje. Amen. In da bi lahko slišali to besedo, se zdaj obrnimo še z molitvijo, s prošnjo k Bogu. Otče naš, Ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. in Očeta in Sina in Svetega Duha. Torej, med sporočili Evangelija je tudi to, kako pomembno je, da smo ponižni. Kdo je največji? Prisluhnimo zdaj tej zgodbi, kjer Jezus pove, kdo je največji. Jezus je hodil s prijatelji po prašni cesti. On je hodil spredaj, učenci pa so počasi stopali za njim, ker so se med potjo prepirali. Jezili so se in vedno bolj razvnemali. Ko so končno stopili v hladno hišo, jih je Jezus že čakal. Vprašujoče jih je pogledal in spregovoril: O čem ste se po poti tako vneto prepirali? Zavladala je neprijetna tišina. Sram jih je bilo priznati, o čem so se prepirali. Vsakdo je namreč hotel dokazati, da je pomembnejši od ostalih. Prepričani so bili, da bo Jezus kmalu okronan za kralja. Najboljša mesta na dvoru so si hoteli že vnaprej zagotoviti zase. Jezus je dobro vedel, kaj se je dogajalo med njimi. Pridite bliže, je rekel, in učenci so ga sprašno obstopili. Jezus jih je vprašal: Kdo izmed vas bi želel biti prvi? Ponovno je zavladala tišina. Napeto so prisluhnili. Povedal vam bom, kako boste postali pomembni v mojem kraljestvu, je nadaljeval Jezus. Prvi bodo tisti, ki vedno streže drugim in nikoli ne misli nase, na svoje potrebe. Jezusu se je neopazno približal tudi eden od otrok v hiši, da bi sedel ob njem in ga poslušal. Jezus ga je nežno pritegnil k sebi, ga objel in rekel: Glejte, veliki ljudje so kot otroci, niso polni samih sebe, ampak vedno pripravljeni, da verujejo vame in ravnajo po mojih besedah. Tako kot ta deček tu. Ne pozabite, vedno, kadar sprejmete zaradi mene kakega otroka, namesto da bi ga odpodili, pravzaprav sprejmete mene. In kdor sprejme mene, sprejme mojega Očeta, Boga samega. Tako Jezus je torej učencem spregovoril o eni pomembni temi, ki se ne tiče samo učencev, apostolov takratnega časa, ampak vseh nas, vseh kristjanov. No in to je tema ponižnosti. Jezus je izkoristil priložnost, ker so se učenci, ko so šli proti kraju, kjer so se ustavili,
pogovarjali med seboj, kdo je največji. In sicer je Jezus prej govoril o Božjem kraljestvu in so mislili, da bo zdaj Jezus postal kralj in da bodo v tem kraljestvu apostoli zdaj prevzeli službe ministrov in najožjih kraljevih sodelavcev. No in Jezus je vedel, slišal te stvari, ampak jih je pustil, da so govorili do konca. Potem, ko so pa prišli v eno hišo in so se tam ustavili, jih je pa najprej poprašal, o čem ste se pogovarjali. Smo slišali, kako jim je bilo pravzaprav nerodno, niso upali povedati in zato je Jezus sam govoril. Že prej je enkrat rekel, učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen. In našli boste mir svojim dušam. Če je človek krotek, ponižen, potem najde mir svoji duši. No in kaj pomeni biti ponižen? Biti ponižen pomeni najprej biti sposoben sprejeti resnico. Sprejeti resnico o sebi, sprejeti resnico o drugem in tudi sprejeti resnico o svetu, tem, sedanjem in tudi prihodnjem. No in zato je biti ponižen tudi to, da sprejmeš da se zavedaš svojega dostojanstva. Kdo sem jaz? Ni ponižnost to, da se delam, nepomembnega, ampak da vem, da sem Božji otrok, sem delež Božjega kraljestva, sem tudi jaz kot Božji otrok vreden spoštovanja in sem tudi za vse, kar delam, odgovoren. No, zato biti ponižen pomeni sprejeti sebe, se zavedati svojih sposobnosti, svojih tudi napak in slabosti, ampak hkrati sprejeti tudi drugega z vsemi njegovimi dobrimi lastnostmi in tudi s pomanjkljivostmi, da ne obsojam drugega takoj, če ima kakšno napako, da ne vidim samo slabih stvari na drugem, ampak da vidim tudi dobre stvari. In torej, da ne preziram drugih, ker kaj je nasprotje ponižnosti, je napuh, je ošabnost. To pomeni sebe povzdigovati na druge in to je nasprotje ponižnosti. Torej, napuh vedno druge obsoja, druge kritizira, sam sebe pa dviguje ali pa svoje napake, svoje slabosti prikriva. Zato Jezus opozarja, biti njegov učenec pomeni biti ponižen. Jezus sebe nikoli ni postavljal nekam na višino, da bi ga častili, ampak je rekel, jaz sem prišel, da služim. Jaz sem prišel zato, da vam pokažem, kaj pomeni biti služabnik. In to je pri zadnji večerji naredil, ko je umil apostolom noge ali pa potem, ko je daroval svoje življenje na križu. Torej, biti ponižen pomeni tudi, da sem sposoben naučiti kaj od drugega, da se od drugih učim, tudi od vsakega, morda najmanjšega človeka se lahko nekaj naučim. Tudi od otroka. Jezus je postavil otroka in rekel, kdor ni kakor otrok, ne more priti v nebeško kraljestvo. Otrok sprejme to, kar mu da odrasel in mu zaupa in ga posluša in v Boga. Glede, to je ponižnost, pomeni poslušnost, pomeni tudi delati to, kar vidim oziroma slišim, kar mi nekdo naroči. No in ljubezen do bližnjih je ta osnovna krepost, ki je lahko samo takrat, če je človek ponižen. In Jezus ne govori samo o ljubezni do Boga in do bližnjih, ampak celo o ljubezni do sovražnika. Glede, to je pa tisto največje. Kdo je najbolj ponižen, tisti lahko sprejema tudi sovražnika, tistega, ki ti nasprotuje in tudi temu pokaže ljubezen, pokaže dobroto, tako kot je Jezus. Jezus je pokazal to ljubezen na križu, ko je prosil, Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. No, tako so delali tudi mnogi učenci, Jezusovi učenci, ne samo apostoli, tudi pozneje. Sveti Frančišek
če pogledamo vsi, prva lastnost vsakega ponižnega človeka je, torej vsakega Jezusovega učenca je ponižnost. Če ni ponižnosti, ni potem pravi Jezusov učenec. Sveti Filip Neri je imel enkrat priložnost, da je ugotovil svetost ene sestre. Ena redovnica v enem samostanu je bila zelo znana, je mnogim svetovala, mnogi so hodili k njej in jo prosili za kakšno duhovno pomoč, nasvet, in vsi so jo nekako razglašali, da je sveta, da je ta sestra pa sveta. No in potem je ta glas prišel tudi do škofa in škof je rekel, dobro, bomo pa videli, ali res ta sestra tako sveta, in je postal Filipa Nerija, ki k tej sestri je rekel, no, Filip, pojdi tja in ugotovi, ali je res ta sestra tako sveta, kot se širi glas o njej. In Filip Neri je šel s konjem, prišel do tega samostana, dež je bil, ves je bil moker, in ko pride na samostan, potrka in takoj pride sestra vratorica. Filip Neri je bil pač oblečen kot navaden človek, ni bil kot duhovnik takrat oblečen. No in pravi, ta Filip Neri pravi, ja, bi lahko govoril s to sestro. Pravi, ja, pa niste napovedani, ona samo sprejme tiste, ki so napovedani. Jaz bi rad zdaj z njo, nujno me škof me pošilja, da je nekaj povem. In potem, ja, no, če pa škof vas pošilja, bo pa prišla sestra. No in pride ta sestra v to sprejemno sobo in Filip jo samo gleda, mirno, ona njega gleda, potem ji pa takole pomoli škorn, moker, plašč, in ta sestra gleda, pravi, ja, kaj pa je, po kaj ste pa prišli? Je rekel Filip, ja, ne vidite, da sem moker? Dajte mi, tole vam dam, pa sezujte mi čevlj. Pa ta sestra skoči, kaj, vi ste mene, tole zdaj ste prišli za to? Je rekel, ja, sestra, ne vem, ali ni prav. In se je obrnila in je šla. In Filip se je tudi obrnil in je šel k škofu in je rekel, gospod škof, ta sestra je na prvem izpitu svetosti padla. Ni ponižna in tako torej ni bilo nič o tem. Glede, tako tudi danes nekateri kristjan je ponižen z veseljem. To, kar sem prejel, tudi dam naprej. In nekateri danes, glede, iščejo pomoč. Hodijo k psihologom, hodijo k psihiatrom, hodijo k vedeževalcem po razne pomoči. In tam drago plačajo. Jezus pa daje apostolom naročilo, zastonj ste prejeli, zastonj dajajte. In kolikim duhovniki pomagamo, ko pridejo k spovedi, ko pridejo na duhovni pogovor in tako naprej. In gledajte, to je Jezus daje zastonj in Jezus tudi pravi, zastonj ste prejeli, zastonj dajajte. In to je ponižnost in to je služenje. Zato, torej, biti ponižen pomeni sprejeti drugega, ne? In mi smo v vsakdanjem življenju se velikokrat srečujemo z drugimi, ali se znamo veseliti uspehov drugih? Vse? Ja? No, kako se veselimo uspeha drugih? Ja, da mu čestitaš. Čestitaš, če nekaj doseže. Ja? Potem Kaj skupaj se poveselimo, a ne? se veselimo, ja? Mu kaj damo, kakšno nagrado. Kakšno darilo, ponovadi, ko skupaj poližemo sladoled. Starši, ja, Ja, otrokom naredimo. pokažete. Kaj še naredimo? Če kaj lepega. Ja, Usedimo na predstavo, da smo ga podpremo. ja, Kaj še naredimo? če je kdo, ki nekaj zna, nekaj pokaže, ne, mu zaploskamo, Priznanje daš tako. priznanje, ja. Torej, veseliti se, A ti reče, da je ponosen na njega? ja, Pozornost, ne? pozornost, ja, in še spodbujamo, ne, Ja. še naprej. Še naprej tako. Še tako naprej delamo, ne. Se pravi, to je ponižnost, ne. Če pa nekdo ni ponižen, pol je pa nevošljiv, ne, potem pa je slabe volje, ko je drugi nekaj dosegel, ne. In to se takoj vidi. Ja, in se ne zna veseliti, a ne? Ja, se ne Ne zna pohvaliti. In potem je žalosten, namesto da bi bil vesel, ne. In sebe
zagreni in še drugim in ne ustvari tistega pravega vzdušja oziroma pravega odnosa do drugih. No, zato Jezus pravi, ponižnost je prva stvar. Biti ponižen pomeni biti blizu vsem. Vsakemu prideš potem blizu. No, in zato je Jezus apostolom naročil, učite se od mene, ker sem iz srca ponižen. Glede, Jezusova ponižnost se kaže od začetka, kje je bil rojen? V hlevu. In kje je umrl? na križu. Tako. In vmes je bila ponižnost, ko je ozdravljal, ko je pomagal. No, in zato, da bomo tudi mi lahko oznanjevalci ljubezni, bomo zapeli pesem Frančiška, svetega Frančiška, O moj Bog, dopusti mi. O moj Bog, dopusti mi, aleluja, da bom tvoj glasnik miru, aleluja. Kjer ljudje mrzijo se, prinesem jim srce, aleluja. Tam, kjer dvomijo vse, aleluja, naj jim vere luč prižgem, aleluja. Kjer obuplo deva se, aleluja, naj prinašam upanje, aleluja. Kjer ljudje so žalostni, nosim radosti, aleluja. Če kdo v temi blodi sam, aleluja, naj mu svojo roko dam, aleluja. Tako, zdaj se priporočimo še angelu varuhu. Sveti angel varuh moj, bodi vedno ti z menoj, stoj mi noč in dan na strani, vsega hudega me brani. Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen. Gospod z vami In s tvojim duhom. Blagoslov samogočnega Boga, Očeta, Sina in Svetega Duha naj pride nad vas in naj vedno med vami ostane. Amen.